Dober dan in dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Moje ime je Damjan in danes bomo naredili en unboxing zadevice, ki si jo že zelo dolgo želim. To je nov pas za mojega Sonya. Glede na to, da imam Sonya tukaj v roki, snemam z GoPro Hero 7 Black. In zakaj nov pas, boste rekli, glede na to, da pas imam, ampak potrebujem nekaj, kar lahko enostavno odstranim. Odstraniti ta pas je cel podvig in sploh pri snemanju videa je to zelo uporabno, kajti če moram kamero dati na gimbal oziroma stabilizator, potem je priročno, če lahko paščke zelo hitro odstranim. In ja, mislim, da tisti, ki se ukvarjate s fotografijo ali videografijo, najbrž veste, o čem govorim. To je seveda nič drugega kot pas od Peak Design. Jaz sem si vzel ta manjšo verzijo, kajti ta Sony A6000 v bistvu je zelo lahka, tako da bo ta pašček zame čisto dovolj. Pa da prijemo kar k tej unboxing izkušnji. Daj, poglejte to, no. To škatlo bi lahko odpiral in zapiral več ur skupaj. Mislim, res izkušnja unboxing je neverjetna s tem magnetkom. Tako da to je to. V bistvu gre pa za ta ultra lahki večnamenski pas za kamero. Uporabite ga lahko na več načinov, lahko ga nosite tako samo okrog vrata, lahko ga nosite čez ramo ali pa čez tako po strani. Kar je pomembnega tukaj je to, da ima hitro nastavljive oziroma hitro odstranljiv pas, kar naredi s temi pini oziroma zatiči, ki se enostavno stavijo v to ploščico. Ta pas oziroma ti zatiči so ocenjeni, da lahko zdržijo 90 in več kilogramov, tako da mislim, da za tega Sonya ni straha, da ne bi zdržalo. To je pa to, kar vam lahko povem o tem samem pasu. 1% od nakupa tega pasa gre v organizacijo za planet, tako da tudi to je nekaj dobrega. Imenuje se Leash, Peak Design, proizvajalec, sive barve in vključuje pašček, 4 te krogece za pripenjanje in pa eno ploščico, ki si jo lahko spodaj pritrdiš za drugačen način pritrjevanja kamere. Zdaj pa jaz predlagam, da najprej odstranim ta pas in potem pa se lotimo namestitve tega. Evo, tako, pašček je odstranjen, zdaj pa sledi težji del, kjer moramo odstraniti te kovinske zatiče. Kar je tudi moteče, če sem slučajno uporabil kamero na gimbalu brez tega pasa in sem te zatiče pustil gor, slišite to, ne, in to je kar moteče pri videu, kjer potrebuješ zraven tudi zvok iz kamere. Tako da upam, da se bo s tem novim Peak Design pasom to tudi vsaj malo eliminiralo. Evo, aleluja, končno sem uspel to odstraniti. Zdaj pa predlagam, da namestimo tega od Peak Designa. Zadeva še... Moram skočiti po nož.
Priročna torbica za shranjevanje. Navodila, kako se zadeva namesti. Egola, to je ta Peak Design Leash verzija pasa za kamero. Zdaj pa pogledamo, kje imamo še ostale drobnarije. In pa potem zadevo namestimo. Zraven je ta majhen imbus. Takole, tukaj imam to eno rezervno, imbus ključek. Če bi želel uporabiti te kovinske zaponke in pa še s to ploščico, ki se lahko namesti tukaj spodaj. Teda to je to. Jaz bom pa uporabil kar ta dva, ki sta že tukaj noter in namestil direktno na kamero. Direktno bom namestil izključno zaradi tega, da se izognem temu zvoku, ki mi ga je povzročal prejšnji pasček. In upam samo, da je to uho na Sonyu dovolj. Ne. Mislim, da ne bo šlo. Bom moral uporabiti te zatiče. Ja, ne bo šlo, luknja za vstaviti ta pas je premajhna, tako da bom kljub temu moral uporabiti te zatiče, ki so zraven, ampak vseeno mislim, da se to udarjanje ne bo tako slišalo, saj je v bistvu pašček mehek in se bo nekako po moje boljše obnašal v sami uporabi. Takole. Še drugega. Evo. Tudi drugi je nameščen in mislim, da bo to bistveno boljše. Vsaj to je prednost, da lahko pas res zelo enostavno odstranim. Evo. In sem pripravljen. Če želim pas odstraniti, pa samo pritisnem in je to. Super, tako, to je to. Res sem vesel za ta pas. Vse skupaj sem nabavil na spletni strani photoclick.si. Najdete jih na internetu, se pa nahajajo tudi fizično v Ljubljani, v BTC-u. Naj povem, da ne gre za sponzorirano objavo, zadevo sem kupil sam, kajti vidim veliko uporabno vrednost tega pasa. Verjamem, da mi bo dobro služil, pa ja, to je to. Če še niste, se naročite na kanal, stisnite palček gor, dajte mi v komentar zapisati, če sami uporabljate kaj od Peak Designa. Vemo, da je njihova linija produktov zelo široka, v glavnem vse, kar se potrebuje kot dodatna oprema za fotografijo in videografijo. Ja, to je to. Imejte lep dan še naprej, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!